glede na vse, kar so se pogovarjala s tem sproščanjem kvantitativnim in novim denarjem in spodbujanjem gospodarstva, ne, denar zgublja vrednost, podjetja ne vejo več, kam investirati. Ne. A misliš, da je to en trend, ki se bo dogajal pogosteje? Ne? Se pravi, da bojo podjetja, recimo ta moj prijatelj, ne, ki sem ga omenil, da bo enostavno videl, da se mu ne splača, itek se mu ne splača denarja držati na banki, ne? Tukaj je še pol inflacija, zraven, ki sploh še ni všteta noter, ne? Nima nekih konkretnih investicij, ne? In dati v alternativno, recimo, v alternativni hranilec vrednosti. Ne? Kako ti to vidiš, to, kar je Tesla naredila, recimo? Mislim, pri Tesli sem še vedno prepričan, da je bil to bolj kot ne marketinški stunt. Musk je znan po tem, ne? Konc koncev on je takrat izstrelil model 3 v vesolje. Če bil je za investitor v Teslo, tle je tako malo. Oni še vedno dejansko tudi delajo programirano zgubo, bolj kot ne. Tako da zakaj troši denar, ki ga dvigne na borzi, s prodajo delnic? Mislim, se tlega ni potrošil, ampak recimo, jaz kot delničar nisem Teslin delničar, disclaimer, ampak jaz kot delničar bi tako rekel, da jaz nisem zdaj kupil zato, da ti se šel finančne naložbe ali pa alternativne naložbe, sem zato, ker ti, delaš avtomobile in jaz verjamem v to, da ti dela avtomobile, tako da ne porab ta denar, da delaš avtomobile, ne mi ga zdaj se iti finančne transakcije take ali onake, mislim. Ampak ajde, recimo, da ima to neko vrednost, prek, ker to je bilo ne glede pospremljeno tudi s tem, da bomo sprejemali za naše avtomobile tudi plačila v bitcoinih in tako naprej in je bila ena taka zelo marketinška poteza, ki je morda pol tudi ustvarila vrednost. Ampak ni Tesla tipično tisto podjetje, za katerega pričakoval, da bo nalagal viške denarja. Sem čisto preveril, zdaj recimo v zadnjem finančnem poročilu, recimo Apple ima 70 milijard denarja in denarnih ustreznikov. Alphabet, se pravi Google Parent Company, 120 milijard. Mislim, zdaj, če bi se te odločili, da bo 10% od tega dali na kriptotrge, to naredijo kar velika premika. No, zdaj smo mi 2021, Bitcoin je star 10 let, začel se je s tem, da je ta, ne vem, če poznaš podjetje MicroStrategy, Michael Saylor, on je tak, lahko rečemo v tem smislu pionir bil, tega, da podjetje, denar, ki mu stoji, ko ima neke rezerve, da v Bitcoin, pol je sledil Square, to je od Jack Dorseyja podjetje, CEO Twitterja. In zdaj, če to, kar si zdaj sam mal nakazal, imajo ogromne rezerve, denarne, in zdaj, če ta moja teza drži, denar zgublja vrednost, zelo sigurno, pa zelo počasi, vsako leto, rekla so 2%, mogoče lahko to malo dvigneva na 5 do 10. Če bojo videli to kot neko bolj varno stvar, na dolgi rok, se mi zdi, da lahko rečemo, ko bomo gledali za nazaj, da je bilo zelo, zelo, zelo zgodaj zdaj, to leto. Dobro, če se čist malo dotaknemo, denar zgublja vrednost, ampak sej večina našega premoženja ni v tem, da sedimo tam na kupu denarja, ali je to Fiat ali zlato ali karkoli. Sej večina našega premoženja je v stvareh, ki se tudi dražijo. Dobro, vsaj nepremičnina, bolj ko ne drži vrednost. Zdaj večina ne vem, če je večina. Ne vem, če je večina, Moj mehurček, recimo. Imate nepremičnine. V mojem mehurčku verjetno je to tako, da večji del premoženja, več kot polovica najbrž je v nepremičnini, pol pa v kakšnih ostalih naložbah in tako naprej. Jasno, inflacija običajno tudi vpliva, mislim, je vgrajena v rast cen vrednostnih papirjev.
dosti eksplicitno običajno v dolžniške vrednostne papirje, nekoliko bolj implicitno v lastniške. Ne. Inflacija je vgrajena v investicijske odločitve podjetij, ne, ki so ne nazadnje podlaga za to, kam bojo šle cene delnic tega podjetja. Ne. Tako da vse draži, ne. Tako da ni zdaj tako, ne, da bomo zdaj zaradi inflacije vsi izgubljali. Ne. Tudi naše plače, recimo, ne, ko greš ti skozi življenjski cikl, ne, običajno rastejo. Ne. Redko kdo se pol odloči, ne, da bom pa počel nekaj za dušo. Ne. Razen če priješ neko točko, ko si rečeš, kaj sem pa finančno neodvisen, zdaj pa sam še za dušo delal. Fajn, če priješ na isto točko. Ampak, če se malo vrnemo na to naložbe podjetje, ne, če si podjetje, ki ni finančno podjetje, ne, pa ne bomo zdaj Tesla. Apple. Namesto, da se gre Apple te naložbe, ne, če ima vse investicije, ki jih rabi, ne, v proizvodne kapacitete, ne, za telefone, pa tablice, pa računalnike in to, in ne želi delati investicij, ne, ja, pa izplačaj to delničarjem, pa ne oni kupijo bitcoine s tem, ne, če si to želijo. Ne. Zakaj bi to podjetje počelo namest delničarjev? Ne? Jaz hitro najdem razlog, zakaj. Ne? Se pravi, zdaj smo mi dva, recimo, da smo na poziciji Tim Cooka ali pa boarda na Apple. Oni imajo dejansko, recimo, zdaj potiho začnejo kupovati Bitcoin, se pravi, 5% svojih teh denarnih rezerv pretopijo v Bitcoin, ali pa 10%. Potem pa z novim iPhoneom lansirajo wallet za Bitcoin, ki je ugrajen, se pravi hardware wallet na iPhoneu. Ne? In s tem so naredili, po moje, več denarja oziroma več dodatne presežne monetarne energije, kakor so naredili za prodajo iPhoneu. Ja, recimo, ne? Tle se lahko strinjava. Ja. Ker jaz nimam dvoma, da razmišljajo o tem, kar sem zdaj povedal, ker ni toliko genialna stvar. Ne? Ampak ja, če se to začne, ne, pa jaz to vidim kot neke domine, ne, kjer zelo podobno je piramidi. Ne. Prvi moraš biti noter. Ne. Prvi moraš biti noter kot podjetje, ker zadnji, ki si, manj boš imel v tem ciklu adoptiona, ne bi rekel profita, ampak presežka. Ne. Ja, pa to ne bi bilo nekaj, kar bi bilo zelo presenetljivo za firmo, kot je Apple, ne, da bi kaj tazga naredila. Ne. Jaz tudi mislim, da ne. Tle se pa lahko strinjava. Ja.